Vi ste dejali, da gre za strategijo upravljanja kapitalskih naložb, ne pa za strategijo privatizacije. Zakaj pravzaprav to poudarjate? Ja, zato, ker se ta tema velikokrat banalizira. Dejansko Slovenija mora narediti napredek na tem področju in to znaten. Mislim, da je zdaj nekako spoznanje glede tega dozorelo. Oblikuje se oziroma je že oblikovana vrsta kriterijev, 92 družb ste dejali, da boste ocenjevali. V katere 3 kategorije jih boste potem na koncu razvrstili? Ja, to določa zakon o Slovenskem državnem holdingu, to so strateške, pomembne in portfeljske. Kako bo pa z bankami? Banke bodo pretežno portfeljske, ker je država v postopku dodeljevanja državnih pomoči dala to zavezo oziroma kompenzacijski ukrepi niso bili zadostni, da se bi lahko izognili privatizaciji bank, ki so bile deležne ukrepov. Amandmaji ne bodo mogoči, Državni zbor bo moral reči da ali ne, kdaj bo to? Ja, Državni zbor bo najbrž to obravnaval konec marca ali pa začetek aprila. Kako bi komentirali zbornična izhodišča, ki so bila danes predstavljena za prestrukturiranje gospodarstva? Ja, zelo dobra so zbornična izhodišča, tako da predlagam, da zdaj povežemo z drugimi iniciativami, ki potekajo in da sodelujemo. Zakaj je Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije danes zavrnil podpis socialnega sporazuma 2015-2016? Ja, strinjali so se članice in člani upravnega odbora, da je socialni sporazum, ki je bil parafiran in podpisan v mesecu februarju, za gospodarsko zbornico prešibak, vsebinsko prešibak, premalo konkreten in seveda ne prinaša tistega, kar smo kot gospodarska zbornica in gospodarstveniki, se pravi delodajalci, pričakovali. Dejstvo je, da je presplošen, vsebinsko premalo konkreten, nima rokov, nima izvajalcev in ne prinaša po naši oceni možnosti za zagon gospodarstva, kaj šele za nova delovna mesta. Ključno je, da so bile naše zahteve oblikovane v smislu stabilizacije javnih financ, zagotovitve novih investicij, seveda tudi nižanju stroškov dela in socialni sporazum tega ne prinaša. Dejstvo je, da so dikcije notri celo v tem smislu, da se bojimo, da nam bo prinesel nove obveznosti. Tukaj je kar precej odprtih vprašanj in tudi trenutne aktivnosti vlade ne nakazujejo, da bi šle, bi rekla, v korist gospodarskih subjektov. Mi želimo z manifestom za industrijsko politiko oziroma za Slovenijo 4.0 predvsem storiti po nemškem zgledu ali pa ameriškem zgledu to, da povežemo ključne ljudi, ki najbolje poznajo globalni razvoj in najbolje poznajo trg, zato da bomo v prihodnosti lahko izdelovali in ponujali tiste storitve, s katerimi bomo največ lahko zaslužili in seveda s tem tudi pripeljali denar v Slovenijo. Definitivno smo kar na nekaj panogah celo ponekod nadpovprečni glede na Evropsko unijo, bo pa izjemnega pomena, da se industrije med sabo povežejo in se povežejo tudi z neindustrijskimi panogami. Slovenija 4.0 oziroma tudi manifest za industrijsko politiko je samo prvi korak, zato ker so predelovalne dejavnosti izjemno izvozne in zaradi tega to ključnega pomena v tem momentu, ampak želimo, da se na podoben način povežejo ključni akterji tudi na drugih področjih.